Nekje sem si jaz to itak želela, ker sem gledala ta šov, kot deklica in sem rekla, mama, jaz bom enkrat tam. Ko si enkrat stala na odru, ki je šel prvi komad čez, drugi komad mimo. Ja, ni bilo nič lažje. Čakaj, ti boš zdaj mene naučil v bistvu, kako se dela moj sendvič. Bravo! Ja. Hotela sem se malo vrniti nazaj k temu surovemu načinu stvarjanja. Da, to snemajo. Mrtvo. A to je ful. Če bi to nekdo poslušal, bi rekel, da nekaj ni v redu z mano, ne? Jaz bom z enim zadovoljen mogoče, ali pa dajmo dva. No. Če mi je kaj poslanstvo, zakaj delam to glasbo, je to, da je ta planet čim bolj srečen. Lepo pozdravljeni. Gledate ali pa poslušate Šparov podcast po mojem okusu. Niz pogovorov z zanimivimi gosti, ki nam bodo predstavili svoje raznolike življenjske sloge in nam pripravili slastne sendviče. Danes z nami pevka, pesmopiska, predstavnica Slovenije na Eurosongu, akademska džezistka in potencialna članica rodbine Targaryen. Opomba pod črto, v pesmi Zmaji pove, da se zmaji igra, tako da je vse možno. Lepo pozdravljena z nami Maja Kevc. Ti boš meni napisal tekst, preden me bojo pokopali. A misliš, da... To bi bilo bolj, da bi za naprej, ker ne vem, ti si mlajša od mene, ne vem. Pa če pogledaš, kdo ima večjo življenjsko pričakovanje. Ok, lahko se naprej zmenilo. Targaryen si, kjer ga Zmaja jezdiš? Pa v bistvu ga spuščam, no. Spuščam ga. Zdaj sem ga spustila visoko v nebo in živim svoje sanje. Zdaj sem to tako generično povedala. Ampak je super. Ampak je, ne? Ja. A veš zakaj? Zato, ker si mi dala super istočnico, da te vprašam, kdaj so se te sanje začele. Namreč, veš kaj me zanima, kjer je tisti trenutek bil pri tebi, ko si ugotovila, da znaš pet? Se pravi, da ni ono, a veš, ko si mulc itak smeri si la, pa neki pa vsi ti ploskajo, tudi če si fovš, ampak kjer je pa tisti trenutek, ko si pa ti reka pismo, to je pa res dober, pa res mi sede to početi. Veš, pri meni se je to začelo že zelo zgodaj. Jaz mislim, da tam pri enih 5-6 letih. Po se pa spomnim, da sem enkrat na ulici organizirala svoj koncert, ker mi je foter kupil fršterker in mikrofon. In jaz sem to vzlekla vse ven in potem odpičila enourni koncert in potem sem šla s klobučkom okrog in je neki... Aha. Sicer zdaj ne vem, ali iz sočutja, ampak ali od tega, ker mi je bilo dejansko všeč. Ampak ne vem, veš kaj, to se mi zdi, da itak, ko te zapopade ena taka strast, neki more biti na tem, ne. Da pa se je začela malo bolj resno, pa tam nekje pri 12-13 v enem rock bandu sem bila, imenovali smo se po slovenski Beatli Hrošči. To je zelo, pač kaj ste imeli vsi dodaten par rok potem, da ste bili s 6 okončinami. Pa v bistvu sem že takrat pela ta rock, tako malo po soulsko, no? Malo po svoje. Potem sem si pa čist fadirbala glas, ker takrat nisem imela nobene tehnike, oziroma sploh pojma nisem imela, kaj je to zdravo petje. In sem bila tam pri 15-16 letih, ker eno leto tako malo v tišini. Kaj si imel, pač počen glas? Ali... Ne počen, ampak tako, kot da bi bila v enem krču. Ne vem, ne znam ti točno povedati. Kaj so te pa tabu že klicali, rabo nekaj tazga. Bože. Pol sem pa začela hoditi na te jam sessione. Takrat je bil še Sačmo v Mariboru in sem spoznala te naše kultne štajerske glasbenike. In pol me je pa nekaj začelo v to bolj vleči. Pa že to, kar si rekla soul, veš, kje mogoče to bi rekel, ne, soul, pa to ni neka glasba, ki jo neka, ne vem, 10-letnica, 11-letnica po neki zelo, bi rekel, taki splošni medijski poti najde. Se pravi, kaj si imela to neko zaslombo tudi doma s poslušanjem take glasbe, kje si odkrila to, te neke bisere, ki so se ločevali od splošne pop produkcije in si jih začela raziskovati? Veš, da ti ne znam čisto točno povedati, ker moj oče je poslušal jugorok večinoma, potem je bila kakšna Celine Dion vmes, pa kak Bryan Adams, pa take zadeve, malo klasike, ker sem igrala tudi violino, ne, od svojega 6. leta naprej.
Ta soul pa nimam pojma, odkot se je vzel. Vem, da sem bila ogromna fanica Christine Aguilere, kar je bilo tudi zelo možno slišati. Tudi do 21. leta, tudi na Euroviziji. Po moje, da čez njo, pa sploh čez tisti njen album Back to Basics, sem pa odkrila Etta James, pa potem vse te ostale. Vso to širino. Vso to širino tega in to me je totalno pogodilo. Super. Zdaj, ti si padla v to novo slovensko popevko, potem v Maribor, ampak zdi se mi ena zelo taka zanimiva stvar, ki sem jo videl, ko sem malo gledal, kje vse si pela in kaj, da si bila tudi zelo aktivna članica tega English Student Theatra v Maribor, ker se mi zdi zelo, če bi lahko mogoče povedala kakšno besedo več o tem za ljudi, ki tega ne poznajo, ker jaz, ki smo skozi impro pa sodelovali z raznimi srednjimi šolami, to spremljam in se mi zdi res en tak super način omogočanja mladim, kako iskati svoje to neko kulturno izražanje oziroma kako poiskati svoje talente in jih uporabiti na en res zanimiv način. A si ti poznal že takrat? Mislim, poznaš ta English Student Theatre? Jaz sem za English Student Theatre, mislim, da sem za njega slišal pred 20 leti, še več. Wow. Ja, mi smo tam z Sadežem, ko še ni bil Sadež, smo tam po Mariboru lomastili. Ja. Okay. Jaz bi rekel, da mi je ta English Student Theatre dal neke prve izkušnje in odrske, in plesne, in igralske, pevske in tako valjda. To je bila ena taka familija. In meni je tako lepo, ker sem šla zdaj pred kratkim, sem šla gledati to novo predstavo, z novo ekipo in še vedno je ta neverjeten vibe tam noter. Res se povežejo vsi, ogromno enega časa zabijajo na vajah, in res je, mislim, za en amaterski, dijaški musical je to že zelo, zelo profesionalno. Od scene do koreografije, do pevcev, vsega, Tako da, to so zelo eni taki ful lepa leta, ful sem hvaležna drugi gimnaziji, da nam je dala to možnost in mislim, da je marsikoga tudi to obdobje precej izoblikovalo, A veš, ko si ti, imaš možnost se kaliti, amfiteater imaš tam profesionalen. Že to je pravzaprav sploh, ker greš, recimo, jaz zelo veliko po šolah hodim. Ja. In bolj osnovnih sicer, pa to, ampak recimo, to je stvar, ki je Andrej Rozman Roza nekoč povedal, je rekel, vsaka šola ima telovadnico, nima pa redke šole imajo pa prostor, ki je namenjen nekemu odrskemu nastopu, se pravi, da lahko otroci tudi sami se pravi, da ali gledajo nekoga, ki pride v nekem takem odrskem vzdušju, oziroma da tudi sami lahko nastopajo v nečem, kar ni ravno ozadje, rib, stoli pa koši. Točno to, In tudi ful je lepo gledati, recimo, da marsikdo, ki je začel tam, je zdaj, ali je bil takrat, ne vem, se je komaj spoznaval s tehniko, pa je zdaj en izmed boljših tonskih mojstrov v Sloveniji. Lučkarji, pevci, vse, je šlo naprej, pa tudi mislim, mi smo res nastopali v Cankarjevem domu, v Zagrebu, v Italiji, to se mi zdi, da je ena res taka pomembna stvar, da daš da imajo mladi, da so v okolju, kjer imajo možnost izživeti in izraziti svoje talente. Ja, absolutno, mislim. A veš, pa tudi druga gimnazija ima prav take kotičke, ki so tematsko narejeni, zato ker štekajo, da je pomembno, da se dijaki, a veš, da se povezujejo, da je neka kreativa, da se nekaj počne, da smo aktivni. Zato se mi potem tudi zdi, da se ti ljudje znajdejo tudi potem jasno, takoj, ko imaš ti neko podlago, na kateri lahko, iz kateri lahko odskočiš naprej in sploh se zdi ravno to, kar si reka, tudi navezovanje, multidisciplinarno, se pravi, ne samo igralci, pevci, ampak tudi tehniki, seveda, da so te prostori, kjer lahko se srečuješ, kjer brbota, kjer gre naprej, kjer se ideje iskrijo in verjetno zdaj, če preskočimo naprej, tudi papir je bil nekaj takega, se pravi, potem, ko je s Patetikom, ki je bil bolj priredbe, Vilčnik to, in potem naprej na papir, kjer je šlo za avtorsko glasbo. In tudi tam, ko bereš, kdo vse je zraven prislonil, ali svoj glas, ali svoja glasbila, se bere kot kdo je kdo, una enciklopedija mariborskega glasbenega ustvarjanja. In koliko je to tudi bilo, da si bila, se pravi, ne več samo z sošolci, prijatelji iste starosti, ampak da imaš kar naenkrat zraven pa glasbenike, ki imajo že toliko in toliko odrske kilometrine, ki ti lahko dajo na svete, recimo verjetno tudi to, kako glas potem uporabljati. Po moje je bilo to res zdarilo, da
a veš, da sem jaz padla noter v ta krog, hvala Sačmutu, ki ga nažalost več ni. Tam so se odvijali pač jam sessioni in tam so vsi ti glasbeniki jamali, vsak četrtek. In jaz sem šla tja parkrat spet in potem smo se povezali, in ko sem poslišala seveda pač te skladbe, ki jih je napisal Rok Vilčnik, Gregor Strmecki, Sebastian Duh, Gregorič Marko, sem se pa zaljubila v njih, In to je bil v bistvu prvi CD, ki sem ga posnela kadarkoli. Potem sem si pa želela iti malo v tujino, želela sem si študirati, iskala sem nek tak program, ki bi mi bil pisan na kožo, ampak ga žal ni bilo nekje v bližini. In potem sem se pač prijavila na Slovenija ima talent. In ne z neko vnemo, da bom jaz zdaj ratala zvezda, ampak da bi si zaslužila v bistvu ta denar, da bi lahko šla študirati. Se ravno to sem te hotel vprašati, kakšni so bili vzgibi, ker ti si bila v prvi sezoni, Se pravi, čist na začetku, kjer smo pravzaprav nekako spoznavali šele Slovenci ta format, kaj vse sabo prinese in ko si se prijavila, ali si pričakovala se pravi, ti si pol na koncu v finalu bila druga, oziroma kaj je bilo, a je prineslo zraven te stvari, ki si upala, da ti jih bo dal ravno za to potem za možnost nadaljevanja izobrazbe? Ali je bilo kaj drugega potrebnega bolj? Če mi je dal ta šov, torej stvari, mislim, logično, da mi je dalo marsikaj, ampak tako, če bi pa čisto izbirala, če bi vedela, kaj to pomeni, pa v kaj se podajam takrat, po moje bi izbrala drugo pot. Če sem čisto iskrena, bi se še malo marinirala s temi svojimi glasbeniki, pa bolj v miru, bolj v miru. Mi je pa dalo mi je možnosti, odprlo mi je vrata na strežaj, sicer je bilo takrat treba sprejemati zelo hipne odločitve na podlagi skoraj da nič izkušenj, ampak za vse je nekaj dobro v življenju. Je pač bilo treba na zelo hiter, intenziven način naučiti neke stvari, Zdaj pa, da bi pa rekla, da so bile to, mogoče sem imela več izkušenj odrskih kot večina mojih sošolcev na faksu, absolutno. Sem pa imela tudi veliko več mogoče nekih nalepk ali pa pritiskov, kot moji sošolci. Se tako je vedlo, to je ona ima to je neka prtlaga, ki jo prineseš sabo. Je ena prtlaga, ki jo sabo privlečeš, pa še tudi moj učitelj petja, eden izmed njih, je bil takrat, ko sem jaz bila na reviziji, je bil vocal coach te nizozemske skupine in se me spomnil takoj, je rekel, kaj ti delaš tu? Zakaj rabiš ti faks? Sekla, maybe I actually really need it. In pol iz talenta, tako, kot se je počel rekel, pol pa Eurosong, Eurovizija, tudi eno teh, ki si prišla iz predizbora v finale, seveda pa verjetno pač tisto, kar si doživljala na talentih, potencirano na 11. Ja, definitivno. Kaj pa vem, kaj Eurovizija se je tako zdaj zelo spremenila v vseh teh letih, Takrat se mi zdi, da je še bilo... Zdaj si tako rekel, da si z ABBO tekmovala. Bili smo orkester, revijski orkester nam je igral zraven, imeli smo dirigenta. Mislim, to bi bilo the best, drugače. Nekje sem si jaz to itak želela, ker sem gledala ta šov, kot deklica in sem rekla, mama, jaz bom enkrat tam, In ko je prišlo to vprašanje, sem seveda pograbila to priložnost takoj. Je pa tudi, recimo, mi je mogoče malo žal zaradi vse te moje neizkušenosti takrat, bi lahko malo boljše izkoristila to priložnost, ker takrat je bilo kar nekaj takih ponudb, Pa se mi zdi, da sem jaz bila kar v enem takem, kot da bi malo sanjala takrat, kot da jaz nisem bila. Kaj da je neka meglica okoli in sam gledaš, kaj se ti dogaja. Točno to, in če bi zdaj bila, oziroma če bi se mi zdaj ta priložnost ponudila, bi jo verjetno malo drugače zapeljala, ampak takrat je bilo zelo lepo, intenzivno in tudi mi je odprlo marsikatera vrata kasneje. In potem so bile te stopničke, se pravi, šla si najprej v Rotterdam, na akademijo, nadaljevala pa potem v Štokholmu. Se pravi, na Kraljevi akademiji za glasbo. Kaj so pa pravzaprav te programe? Rekla si, ne iskala si pri nas v naši bližini, nisi neki našla. Kaj je bilo pa tisto, kar ti je lahko več dalo v tistih okoljih? Veš kaj, jaz sem iskala en kurikulum, ki ni bil absolutno jazz usmerjen ali pa klasično usmerjen. In na Nizozemskem je ogromno teh akademij, ki ponujajo tudi pop department,
kjer se ti lahko kališ tudi kot songwriter, kot producent. Mi smo imeli, ne vem, klase iz managementa, ogromno, skratka. Nekaj, kar te pripravi na celotno glasbeno industrijo. Točno to. In to me je potem tudi pritegnilo. Potem v drugem letniku pa me je že vleklo, tja gor na Švedsko. In sem v bistvu en letnik delala nadaljavo, kar je bilo kar precej naporno. Pa sem pa rekla, kaj, 3. leto pa sem zdržala, oziroma ne bom zdržala še naslednje 2 leti. Jaz moram biti, vse da sem v eni državi, recimo za začetek, the best, tudi če ne znam jezika, pa tudi če nimam pojma v jazzu, Ampak glej, bom se naučila. Tako da potem sem šla delati izpit iz švedščine in iz jazza za 3. letnik. Kaj je bilo težje? Kaj je bilo težje? Jazz ali švedščina? Jazz je bil težji. Švedščina nima sinkop, tam imaš samo 3 poudarke in to je to. Ja. To si za zelo milo rečeno povedal. Ne, res. Itak sem, veš, takrat sem jaz itak imela v glavi, jaz sem tu ostala, moram se naučiti jezika v vsakem primeru, Jazz mi je bil pa zanimiv, ker itak ima neko povezavo, veš, izhaja, je povezan s soulom, je to neka osnova in mi je bil dober izziv, Mi je bilo zelo zanimivo, sem pa kar švicala tisto leto, iskreno ti povem. Ker tja gor so prišli res tabi hudi. Ja. In posebej pač te, recimo, to so se prej že pred pogovorom so se malo pogovarjala, glih te vokalne tehnike, ti, ki si reka pač, da te takrat glaska še nisi znala peti. Kaj so kakšne take, bi rekel, mogoče nenavadne, neklasične tehnike, ki si jih tudi lotila? Pa, zdaj ne vem, a si? Pač itak je prva stvar, na katero pomisliš ob nenavadnih, je to mongolsko grleno petje. To si kdaj poskušala? To sem dejansko z enimi Tibetanci v Portorožu enkrat probavala, ampak nisem se potem posluževala tega, priznam, ker me je bilo malo strah, da si bom poškodovala glas, ker to je res, ker je kar agresivno. Ker gre enega zraka čez. Mislim, jaz ti čisto iskreno povem, da skoraj da vse vaje, kjer se dotikamo glasovne tehnike, so take zelo... Če bi to nekdo poslušal, bi rekel, da nekaj ni v redu z mano, z učiteljem. Tako da tega je malo morje, odvisno. Lahko probava, kaj? O moj bog. A probava? Daj probi. Garantiram, da bom zadev fonem bom zadev, melodije ne vem, če bom. Eno enostavno, recimo za sproščenost grla, pa da odpreš v bistvu ta sfinkter zadaj, malo, daš jezik čisto, ne počiva. To snemajo. Mrtvo. Okay. Zdaj pa v bistvu narediš tako, da bi bil presenečen. In čutiš zadaj, se ti ustvari en tak prostor. Lahko zadržiš to pozicijo. Okay. Ja. In zdaj držiš to pozicijo odprtega grla zadaj, pa tukaj spredaj začutiš to nazalno rezonanco. Se pravi, ena take vibracije bi mogel čutiti. Gre, sinuse imam spucane. O moj bog. Okay, to je vsaj 18 klikov bova dobila. Ok, no dajva zdaj za 90. Okay. Daš jeziček gor, temu se reče push-ups for the tongue. Okay. In zdaj greš lang. Se pravi, samo koren jezika dviguješ gor, dol. Poskušaš vse ostalo pustiti na miru. Tako moj prejšen avto je bil tak, ko sem ga užigal. Zdaj pa dava špičko jezička gor. Na zgornje ustnice. Tebi gre to odlično. Prva skleca, ki sem jo naredil v življenju. Evo, in to so take vaje, za trening. Različni. Wartburg vaje. Tako. Ej, super. A še eno stvar bi, preden greva pa v celoti na tvoje ustvarjanje, še namreč tam si na Švedskem si začela tudi pisati za druge. Se pravi, pač jasno, tako kot smo rekli, je glasba, posel je. Kako je bilo pravzaprav, koliko je lažje,
ker si neobremenjena s tem, da bo tam tudi tvoj obraz in tvoje ime v prvem planu in lahko raziskuješ druge like, druge zgodbe, ali je ravno zaradi tega, ne, ker verjetno ne greš vsakeč iz sebe, ampak moraš delati po nekih smernicah, po naročilih, ali je zaradi tega težje potem za nekoga drugega. Se tako je, ne. Vsaka stvar ima neke prednosti in slabosti. Meni je bilo itak na začetku to neverjetno zanimivo, zato ker prvo kot prvo, jaz nisem vedela, da je Švedska tako močna, ne? Sploh kar se tiče popa in vsega tega. Država, ki nam je dala doktor Albana, prosim, lepo. Vsi, ki ste starejši, mislim, ki ste mlajši od 60 let, boste googlali, ampak ja. Ja. In da sem že jaz itak tam pristala in sploh, imela možnost vpogleda v to globalno produkcijo glasbe na takem levelu, ne, je bilo meni itak pri tistih letih, požirala sem vse, ne. Potem sem pa v bistvu ugotovila, da mi v Sloveniji tako drugače delamo stvari, kot vse posod druge, da je bil to tak kurčlus in kulturni in glasbeni, da se je bilo treba malo privaditi, ne, in na začetku mi je bilo itak noro, veš, tako si sam rekel, nimaš nekih omejitev, niti kar se tiče žanrov, ogromno nekih novih, zanimivih ljudi spoznavaš. Tam je ogromno enih takih hubov, veš, kjer ne vem, so pozicionirani ti home producers, se temu reče, ne, oziroma publishingi, in so tudi ljudje, ki delajo zgolj melodijo in tekste, in potem prihajajo artisti iz celega sveta, ne, letijo v Štokholm in se v bistvu organizirajo taki songwriting campi, kjer mi recimo delamo od nekoga album ali pa iščemo nov single in je zelo tako živahno vzdušje. Potem, mislim, jaz sem delala tudi za K-pop, pa J-pop, ne, tako da sem se v bistvu spoznavala tudi za azijsko kulturo, ki je pa tudi svet zase, čisto svet zase. In je bilo to 5-6 let, ker je ena taka mašinerija, ki je laufala, ne, pa se pravi, ne, je pa prišel ta druga plat, ker je bilo pa te mašinerije malo preveč že, ne. Mislim, saj za moje pojme, jaz, ne, sem zelo čustveno vpletena v glasbo, oziroma jo zelo živim in diham, ne. In sem malo pogrešala, veš, a lahko naredimo nekaj brez, da nekdo pride zraven pa reče, iščemo tak pa tak komad, ki mora se upadati s to in to playlisto. Hočemo, da ga algoritmi najdejo, ko boš poslušal, ne. Ja. Rabiš pa potem malo, pod narekovaji, lufta. Malo spet, veš, hotela sem se malo vrniti nazaj k temu surovemu načinu stvarjanja, ne. Dan se mi pa to lušta, recimo, ne. In zdaj je, zunaj so sončnice, ne, se pravi, to je zdaj najnovejši projekt, ki je, to je lanska letnica ali letošnja, ki je pa, kjer se pa ti pač so avtorica vse glasbe in besedil z Štibernikom sta delala. Pa bom začel, mogoče preden greva na samo ploščo, ampak tudi na koncerte, ker sem videl, da si pravila, da ob teh zdaj koncertih za Sončnico, da si rekla, da prej nisem imela takšne treme pred koncerti, zdaj mi je bilo pa slabo, tresel se mi je glasski instrument, na katerega vedno stavim, a tokrat nisem vedela, če me bo pustil na cedilu. Kaj je bilo to, pač strah, ker si zdaj sebe dala ven s to ploščo ali spet nazaj, kaj je bilo? Veš kaj je, jaz nimam sploh težave v bistvu sebe deliti. Bolj mi je bilo v bistvu to, da jaz 10 let nisem pela v slovenščini. Prvo kot prvo. Mišični spomin moj je bil naštelan na angleščino in na soul. Ko sem pa pisala ta album, mi pa soul nekako ni zazvenel v slovenščini. Ne z mojo barvo glasu. Ni šlo nekako skozi, ne? Niti phrasing, niti ritem, nekako ni šlo to skozi in potem sem iskala v bistvu en drug žanr, ki mi je blizu in mi je všeč, kjer bi ta slovenščina lepše zazvenela. In ko sem to našla, moj mišični spomin še ni dohajal. Ja, vem kaj misliš. Vem, kaj misliš. Jaz sem iz tega pogoče, ker iskaj, recimo, ko imaš te, ne vem, ko delaš eno stvar toliko časa, ne vem, recimo, jaz ko prevajam zdaj bom šel pa pisati nekaj in rabiš, glih to ne, pač, ker so možgani navajeni, zdaj to ne, treba je na novo
povezati nevrone. Ne? In pač te tudi, ker so določeni glasovi, ki jih tvoriš in jih ni, ne? In jih moraš na novo usvojiti. Ja, in si kar favš, veš, jaz pa čakaj malo, jaz sem favš, halo? To je nedopustno, ne? In me je bilo res, imela sem tega nikjer še nisem povedala, 2 meseca pred releasom albuma sem bila na eni operaciji v Nemčiji, ker sem imela že 2 leti eno kapilaro razširjeno na glasilki, ki mi je pokala. Aha. In ob vsakem tednu v mesecu, kadar imamo ženske malo oteženo življenje, ne, je to počlo in se mi je razlilo v hematom in jaz sem bila 2 tedna out, ne. In pa sem si rekla, kaj jaz ne morem iti na turnejo, pa živeti s tem. Pa gledati, kdaj pa imate frej, pa se koledarčki ujemajo. Ne gre. In sem šla to skurit in potem sem bila 1 mesec pa pol v bistvu v tišini spet in je bilo spet, a veš, že itak je bilo treba regenerirati glas, pa ga spraviti nazaj v kondicijo, kaj šele. V novi obliki, ne, ja. Ja. In vedela sem, ne, da bo struggle, zdaj pa vedno lažje, hvala Bogu, ne. Se je vedno lažje, pa zdaj tudi vadim vsak dan, da je pač to vedno boljše. Pa da ne govorim o tem, veš, da ne vem, prvič ti iniri, pa malo drugačna zasedba, ker smo sam 3, ne, glasba je full. In se treba malo navaditi na vse te frekvence in najti, ne, hearing, najti sebe, se pomiriti s tem, ker prej sem se vseeno malo skrivala, veš, tu pri nas doma za nekimi priredbami drugih, ne. To je bilo pa zdaj izključno samo lastni komadi in lej, nimaš se za čem skriti. In to mi je bilo zanimivo, ker si rekla, da si iskala, se pravi, nekaj, kar ni soul, ne, ampak kakšen je, jaz, ko sem poslušal te Sončnice, tudi ne, se mi zdi, pa ne bom rekel bolj nekak himnični pop, da bi bil, ampak se mi zdi, da je nekaj tazga, kar bi bilo več na trenutke, se zdi, kar nekaj, okej, to smo mi zdaj naredili za štadion, ampak ne z rockerskimi, ampak bolj v neki te pop estetiki. Ja, absolutno. Švedi so me malo okužili s temi himničnimi, s himničnimi napevi. Ogromno sem delala tudi EDM-a, ne. Aha. Moj glas je na kar parih teh nordijskih DJ-jih in mi je bilo všeč. Coldplay so mi bili všeč že od nekdaj, en izmed mojih najljubših bendov. In noter je neka ta eteričnost, neka melanholija, neke te lepe melodije, ki pač očitno mene nagovarjajo in slovenščina mi je nekako zazvenela mehko. A veš, na ta način. Iščem še nek svoj malo bolj surov izraz, ker tudi to je del mene, ampak pišu, kada ta naš jezik. To bo, ne, se bo, ne, ravno, če si zdaj toliko časa, ne, delala v drugmu, jasno, da je, ne, zdaj imaš več 2-3 plate v temu, pa vmes imaš pa palune garaž, da je spola, veš, posnetke. It's coming, honey, my grunge days are coming. Ne, definitivno si želim tudi ta del sebe postaviti na plano, ne, ampak ne morem na silo, veš. Ne gre, to ne gre na silo, nič ne gre na silo. Ampak pa, ko si enkrat stala na odru, ki je šel prvi komad čez, drug komad mimo. Ja, ni bilo nič lažje. Nič ni bilo lažje. To je bila borba do zadnjega. Tako da tisti prvi koncert v City teatru je bil porod. Ja. Pa je bilo lažje. Pa popkovina prerezana. Popkovina je bilo treba prerezati, ja. Hvala Bogu, je bilo tako občinstvo, ki mi je bilo zelo naklonjeno. No. So mi pomagali se prebiti. In kako je bilo pravzaprav, se pravi, rekla si, poiskali si, kako si zvenila, kako želiš. Kako si pa pač teksti, recimo, se pravi, meni glih ta, jaz sem se te zmaje, sem se čisto zatakla, sem tako super, pa še ta zborček pol, ki noter pride, koliko je bilo tle enega mal, zdaj dam pa lahko to nekaj, kar nisem mogla v prejšnjih letih, da zdaj pa se spucam, dajte čutiti, tle je ta moja kri ne iz te glasilke, ampak iz srca. Ja, moram reči, da sem bila kar podhranjena, kar se tiče tega, ne. Sej jaz sem pisala zase tudi, ne, ampak veš, ko si ti na nekem takem globalnem trgu, zdaj da bom jaz nekaj objavila tam na svoj YouTube, pa mislim, nima nekega blaznega smisla, mora biti neka strategija zadaj, pa ne. To je malo težje, bom rekla, sploh če želiš delati stvari malo drugače, ne. Na to sem znova in znova naletela zunaj, ampak tu pri nas, a veš pa,
noben nič ne pričakuje, noben me ne kontrolira, noben mi ne govori, to ne smeš, to ne moreš, to ne bo, In je bila neka svoboda, ki sem jo začutila po dolgem času in je nekako šlo, ja. Sploh ti zmaji se mi zdi, da veš, so zelo osebni, zelo osebno izpovedni. Jaz sem se kar nekaj let borila s tem, pa že kot deklica, kot da bi morala prositi za dovoljenje, da nekaj počnem. Zato, ker je bilo okrog mene ogromno ljudi, ki je imelo neka mnenja, ki so bili zelo močno energetsko postavljeni. In sem rabila nekaj časa, da sem poštekala, čakaj malo zdaj, ti živiš svoje življenje ali boš ti živela življenje drugih ljudi, ne? In na tej poti, veš, ne glede na to, da imam glasbo očitno dovolj rada, da sem znova in znova se vrnila k njej, kdaj pa kdaj se rekam, naj gre vse nekam, ne? Ja, ali se splača, ali zakaj se trudim, za koga? Pa tudi, ja, absolutno, ne? In sploh ta glasbeni svet je tako neotipljivo vse, ne? Moraš imeti ogromnega zaupanja v prihodnost in v sile in ne vem kam pač, ali pa jaz tako delujem, no? Ker se nikoli nisem drogirala. Da rabim neko višjo silo, ne? I get high with the universe. Da sem si dala na nek način potem malo bolj odrasli dobi, veš, premišljen, jaz sem to delala, pa če crknem. Pa če je komu všeč ali pa ne. Ja. Če je meni všeč, pa če, veš, dam vse v to, našlo se bo mesto, vedno bom tam, kjer moram biti. In zato, potem na koncu, mislim, tam je res najljubši vers, zdaj vem, da zaupati smem tistim ljudem, ki živijo svoje sanje, ne. Pazite, treba s kom se obdaš v življenju. Ful. Sploh takrat, ko mogoče nisi najboljše postavljen, veš, če imaš okrog ljudi, ki te ne podpirajo ali pa ki ti govorijo, da to ne moreš, pa te teptajo, boš temu verjel. Če pa imaš na drugi strani ljudi, ki pa te spodbujajo, ne, in vidiš, da je tudi v njih nek žar, da nekaj radi počnejo, je pa veliko večja možnost, da boš tudi ti šel po tej poti, ne. In če mi je kaj poslanstvo, zakaj delam to glasbo, je to, no. Da čim več ljudi dela to, kar imajo radi in da je ta planet čim bolj srečen. Vse to mislim, da je to pač nekaj, vse, kar se mi zdi, da malo pomaga, da odrinemo ta cinizem, ki ga imamo vsi. Zdaj, za svet pač, zato, ker se ne moreš, veš, kad gledaš svet okoli, je res cinizem nekaj, kar ti nekako pomaga prebroditi. Preživiš, ampak glih to, te neki pobliski, iskreni, pač, ne, kaj lahko naredim za to, da bo na koncu, ko jaz to neham delati, se zdi pač svet mečkan boljš. Točno to. Tazga, ne? Točno to. Jaz sem sicer takega mnenja, ne, da če se z glasbo ukvarjaš, ker glasba ima res moč, da jo deli zato, ker jo imaš res rad. Ne zato, mislim, a veš, ne zato, da boš imel na računu tam milijone, pa ne vem, kam se... Milijone lahko imaš na 100 različnih načinov. Posel je lahko del, ampak ne bo vodilo. Ja. Ker se zdi, da pač vsaka stvar, pa ne samo glasba, karkoli delaš, po nekih formulah, po preračunljivosti, jaz bi zdaj to naredil za to, če pa imaš milijone iskreno, pa delaš to... To je pa najboljši, to je pa najboljši scenarij, ne? Ja. Da lahko potem iz sebe in začutiš to. Maja, ful ti hvala za tale klepet, za vse trenutke iskrenosti, za potep po spominih od srednje šole in še prej naprej. Zdaj pa je prišel trenutek, ko ne bova več samo klepetala, ampak bova tudi majhno se ukrpčala, tako da je prišel čas, da boš pripravila en super sendvič. Maja, tukaj imamo zdaj cel kup sestavin za tvoj sendvič, ampak preden začneš razlagati, kakšen sendvič si zamislil, da mi povej, kakšen je tvoj prehranski režim pred koncerti, ker definitivno na oder ne moreš iti s preobtoženim trebuhom, sploh ker ti pa vse v preponu buta, ampak rabiš pa energijo za uro, dve. Lahko greš, ne, ni pa priporočljivo. Je zdaj odvisno, včasih imamo res kakšne take koncerte, kjer se res ljudje kulinarično izprsijo in takrat ti čisto iskreno povem,
da ko že prvi grižljaj nesem k ustom, vem, da bom obžalovala kasneje. Ampak si ne morem pomagati. Ja, fajn ni, ne. Mislim, fajn ni se nažret, preden greš pet, zato ker točno to, kar si rekel, pesma mi tako še malo težave z refluksom. In pol koncerta delam, ne. Ja. Ampak dokaj magnezija. Ja. Ampak načeloma pa poskušam ne preveč pojesti. Vsaj. Super, povej, kaj si pripravila za danes, oziroma kaj boš pripravila? Preprosto kupiš nek kruh, ki ti paše, ki ga imaš rad. Tukaj vidim je čebata, bila izbrana. Mozzarelo narežeš, pršut daš ven. To je iz vrečke. Noben sendvič ne more biti slab s sušenimi paradižniki in pestom, pa še malo zelenjave, da si malo spereš vest. Bilo je 5 na dan, vse je bilo. Zelenjavo sem pojedla, pa itak bazilika, ne. Super. Če hočeš, ti lahko jaz pomagam, pa prerežem čebate, No, če mi podaš. Vzameš nož. Takole. Zdaj me bo nekdo linčal, jaz ponavadi, iz pršuta to belo mast kar dol Ti kar. povlečem. Jaz sem pa kar pusto. Ti boš pa. Tako, pršut naj bo tak, kot je bil, ne? Točno to, ne. Dajva midva najprej ta pesto namazati gor. Po želji, ne, zdaj odvisno, koliko si to kar. Ne šparam. Ne. Pa dava gor en zajeten del pršuta. Meni je super, ker ima tale čebata in lukenca not, bo šlo zelo veliko pesta noter. Vidiš, zakaj jaz jem čebate? Ok, imaš to. To je, evo. Zdaj pa dava gor mozzarelo. Ok. Super. Zdaj me pa ful še stvari ostalo, tako da bom naslepo ugibal, da je naslednja stvar paradižnik. Zelo dobro si uganil. O moj bog. Jaz mislim, da sem prijavil na olimpijado za ugibanje. Zdaj pa ne vem, gledaj, jaz to včasih, zdaj sicer nimava tukaj nobenega robčka, ampak jaz to včasih malo popivnam, zato da se mi ne cedi to olje zdaj vse posod, ampak glede na to, da je čebata kar suha. Bo koristila. A pa narežeš običajno, ali ga kar v kosu daš? Ja, narežem. A bo mi narezala tole? To se zdaj do it yourself, ne, te je sam svoj mojster. Lejte, drug del čebate, ne, lahko uporabiš za desko in obenem pa lepo fino se tale olje od paradižnika Čaki, ti boš zdaj mene naučil v bistvu, kako se dela moj sendvič. Bravo! Ja, jaz sem se pripravil. Za razliko, ne? Ja, veš kako, že 47 let jem sendviče. Ne vem, a si ti soliš, jaz sem kar pa lahko malo, lahko. Zdaj pa greva na vitamine. Na klorofil? Na klorofil, tako. Jaz bom z enim zadovoljen mogoče. Ali pa dajmo dva. Aha, baziliko smo pozabili. Bazilika, super. Koliko se pa ti kaj s temi malo bolj neklasičnimi, se gleda to, da si ti na Švedskem bila koprc, verjeten? Ta koprc je vse posod. A pa si fenica ali nisi? V sladicah je koprc. V sladicah ne. Ja, ko sem zagrizla v prvi ta, cimetov kolač s koprcem, sem rekla, ok, I'm good for some time. Ampak se res gor na Švedskem, kaj pa ta kruh, ta trd, ne, tak, ga imaš, kaj plošice. Knekkebrod. Jaz ne bom delal, karkoli bom rekel, bo zvenelo, da se norca delam. A je to dejansko tam kot vsakdanji kruh, ali je to sam pač kot nek vsake topsajta, pa malo imamo še tradicijo? Oni so prav stereotip, živijo ga. In jejo tudi mesne kroglice. Se pravi, vsak dan. Če nimaš dobrih zob, ne moreš biti švet očitno, ker ne moreš tega kruha. Imaš dobre zobe. Vsak dan. Jaz sem pa tukaj si drznil takole, da bo mogoče, veš? Ti si zelo pameten človek. Da bo lažje. Daj ti to še meni. Story. A ti jaz, a boš sama? Daj, prerež. Tako je, da imamo ta prečni. Res, ne, če želiš, se lahko tudi zavaruješ, imamo priročni slinček. A to ste pa zbrali, prav bež slinček, ste meni na moj niti slučajno nimamo vedno iste barve. Dobivam občutek, da tu nič ni slučajno. Ne, vse je naštimano, vse je točno. Ja, dober tek, pižama, no? Dober tek, Maja, pa hvala ti, ker si se oglasila v našem podcastu in na še veliko ustvarjalnih trenutkov in da s časoma najdeš tudi soul v slovenščini. Hvala ti. Naj se ti požegnajo te besede. Hvala. Ja. Dober tek. Takoj sem naletel na žepek pesto in to je hudo.